Smučarska sezona se je na tako rekoč vseh slovenskih smučiščih pričela in po minulem obdobju, ki bi ga mnogi najraje kar pozabili, saj so zaradi epidemioloških ukrepov beležili izjemno slab obisk, pa se letos ponovno obeta množičen pohod na strmine, povečuje se tudi vpis otrok v smučarske šole. Ja, mi smo letošnjo zimsko sezono začeli 26. novembra. Imeli smo kar precej sreče, nam je narava podarila tam vsega skupaj v konec novembra, začetku decembra čez meter snega, tako da smo se potrudili pa smučišče odprli, čim je bilo to mogoče. Za nami je prvi malo bolj močen vikend, ko smo imeli odprta praktično vsa smučišča od Sedežnice, Sleme pa vse tja do Piskra. Z obiskom zaenkrat smo zadovoljni, seveda pa zdaj pričakujemo največji naval v času novoletnih in božičnih počitnic. V zadnjih letih, rečemo v zadnjih 15 letih, je bil velik porast. Kljub temu, da se stvari dražijo, starši poskušamo otrokom omogočati čim različne športe. Tudi število smučarskih šol na Pohorju se je povečalo in smuča res veliko otrok. Tako da za rekreativno smučanje mislim, da na Sloveniji ne rabi biti strah. Smučanje je prav gotovo izredno zabavna in zdrava dejavnost, a le v primeru, da ustrezno poskrbimo za varnost. Del odgovornosti leži na upravitelju smučišč, še vedno pa so smučarji tisti, ki morajo skrbeti tako za svojo kot za varnost vseh udeležencev. Vsak, ki se s smučmi ali bordom spusti po belih strminah, mora upoštevati razmere ter predvsem znanje in sposobnosti. K porastu tega pa lahko pomembno pripomore posvet strokovnjakom ali pa kar vpis v smučarsko šolo. V luči dogodka, ki se je zgodil na avstrijskem Koroškem, kjer je iz Sedežnice padla 5-letna deklica in utrpela hujše poškodbe, smo povprašali, kako je pri nas poskrbljeno za varnost. Ja, seveda za varnost na smučišču smo v prvi meri odgovorni smučarji sami. Seveda je treba način smučanja in pa samo smučanje prilagoditi razmeram na smučišču, ostalim smučarjem, tako da največ za varnost lahko storimo sami. Potem je tukaj varnostna oprema, seveda čelada, priporočljiva tudi za starejše in pa seveda izpravne oziroma dovolj dobre smuči. Mi na Mariborskem Pohorju imamo takrat, ko je pač odvisno, koliko naprav obratuje, tudi čez 10 nadzornikov in pa reševalcev, ki na nek način skrbijo za to, da so smučišča pripravljena, ustrezno opremljena, označena in seveda v primeru raznih nekih nepredvidljivih okoliščin tudi nadzorniki potem ustrezno zaščitijo oziroma v najslabšem primeru tudi zaprejo smučišča, če bi ta postala prenevarna za smuko. V bistvu je več vidikov, kako poskrbimo za varnost. Prvo je, da smo seveda o tem obveščeni, kaj je varnost na smučišču. Sestavljajo tako FIS pravila obnašanja na smučišču, to imamo v Sloveniji še vedno čudovitih 12 FIS pravil z starimi ilustriranimi liki, ki so otrokom zelo blizu. In pa seveda tudi primerna oprema. Zdaj zaenkrat na naših smučiščih je čelada obvezna samo za otroke. Menim, da bi se to vsekakor moralo spremeniti in da bi morala biti obvezna za vse udeležence oziroma uporabnike smučišč. Potrebna je primerno servisirana oprema in oprema prilagojena našemu smučarskemu znanju. Vkolikor so vsi ti dejavniki pač dobro zastopani oziroma upoštevani, smo pa seveda vedno odvisni od soudeležencev, enako kot v cestnem prometu, tudi v smučarskem prometu. Mi otrokom v naši smučarski šoli vedno rečemo, poskušamo jih skozi šalo pripraviti do tega, da stvari razumejo. Recimo, kam gledata mama pa ata, ko vozita avto, kje se ustavljate na cesti, da bi čim bolj poskrbeli tako za njihovo varnost kot za varnost drugih. Naš moto je vsi celi in veseli. To pomeni, da jih v prvi fazi, ko pridemo z njimi v stik, res konkretno podučimo o tem, kako se na smučišču obnaša, da bomo varni sebi in potem seveda tudi za druge. Kljub pristojnim službam, ki skrbijo za varnost, pa se lahko med smučanjem tako kot drugod staknejo tudi poškodbe. Ali obstaja kakšna statistika, kako je s poškodbami skozi leta? Se število poškodb veča ali zmanjšuje? Ja, največ beležimo nekih nesreč, ki so v zadnjem času povezane z preveliko hitrostjo smučanja na trdi podlagi in predvsem v zadnjem času, ko se dosti zasnežuje, je podlaga trda in tam, ko smučarji nimajo čelade, so to poškodbe glave.
potem pa tudi nekih klasičnih zlomi nog, poškodbe kolen, to so na nek način najbolj pogoste poškodbe pri nas. Seveda, koliko so pač smučarske razmere oziroma snežni pogoji boljši, je to temu primerno tega manj, kadar pa je večja gužva, ampak tudi z smučarsko znanje naših gostov slabše, je pa se poškodb seveda več. Mi beležimo vse pogodbe in poškodbe, ki se v bistvu na nek način javljajo statistiko Ministrstva za notranje zadeve. Seveda, število poškodb je odvisno od teh dejavnikov, kot sem že prej povedal, ne, koliko ljudi, koliko je odprto. Več je smučarjev, seveda več je poškodb. Je pa v zadnjem času predvsem opazno zaradi večje hitrosti smučanja z sodobno tehniko, recimo z carvingom, z večanjem znanja smučarjev, prihaja tudi do teh poškodb. Mislim, da je včasih prav dejansko odvisno od leta, ne. Mi smo 2 leti nazaj imeli v naši smučarski šoli eno hujšo nesrečo, kjer so naši in otroci in učitelji odreagirali pravilno, pa je bila vseeno deklica udeležena v nesreči, ne. Odvisno je tudi od časovnega obdobja. V času večje gneče na smučiščih je seveda tudi večji riziko poškodb nesreč, ne. Dokler pa se vsi zavedamo, da smo soodgovorni za ustvarjanje varnosti na smučiščih, pa so stvari potem seveda dosti lažje. Torej, kaj je tisto, česar se moramo držati vsakič, ko se napotimo na bele strmine? Predvsem previdno na smuči, nismo sami na smučišču in pa prilagoditi smučanje razmeram.